Šitna glava je najhitreje dostopen 2000 v Sloveniji. Vidite, sibirski brin, pa tile brinove jagode. Zanimive rastline, naš prelep prisank. Vrh šitne glave je pa popolnoma travnat, prava samota sred obleganih vrhov. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes se pa z Majo odpravljava na najhitreje osvojljivi slovenski 2000. Ampak to ni viševnik, kakor vas verjetno večina misel, ali pa kakšne mojstrovke. Je sicer precej v bližini mojstrovk, ja. To je pa 2000 šitna glava oziroma za šitom glava. To je, zdaj, če izvzamemo seveda z mangarskega sedla, tam kakšne kucle preko nad mangarskim sedlom, je to seveda daleč najhitreje osvojljiv 2000 v Sloveniji. Sicer se pa zdaj nahajava pri Rjavčevi koči na Vršiču. No, in tele šitne glave, ta vrh šitne glave je v bistvu tale nad meglo. Je pa visok 2087 metrov. Iz Vršiča prideš v 1 uri pa 25 minut na vrh, kar je vsekakor najhitreje dostopen slovenski 2000. Je pa ta šitna glava sicer ne markirana, ampak lahko dostopna, tako da je v bistvu za vsega, ki je saj približno vajen hoje v hribe. Je pa glede na res veliko obleganost Vršiča in pa bližnje mojstrovke šitna glava popolnoma osamljena. Tam boste našli mir. Prišla na vrh Vršiča. Evo, gledajte, kako se lepo pokaže šitna glava oziroma stena od šitne glave. Zdaj greva pa proti Vršiču, se mehen dol na to stran. Zapuščava zdaj Vršič. Tukaj je zdaj izhodišče za na šitno glavo. Se pravi, greva najprej kar po normalni poti proti mali mojstrovki, se pravi po južni strani. Evo, tamle se lepo vidi mojstrovka. Šitna glava je pa tale oziroma bolj zadej se vidi. Tako da zdaj greva kakšnih 20 minut po poti proti mojstrovki, potem bomo pa zavila desno proti šitni glavi po nemarkirani poti. Že dolg časa niso z Majo opazovala tudi rastlinc, oziroma govorila o rastlinah. Evo, tlele proti Vršiču je taka kar leh pester izbor. No, Maja, zdaj pa povej, kaj tale grmičev je. No, ta grmičev je pa sibirski brin. Po latinsko? Juniperus sibirica. Bravo, evo, to je to. Vidite, sibirski brin, pa tele brinove jagode se vidijo, ampak to niso. Te jagode niso za brinjevec, mora biti za brinjevec je pa navadni brin. No, tukaj imamo zdaj še eno, tole zanimivo blazinco, rastlino, blazinasto rast. In to je Erica carnea, spomladanska resa. Tako, to verjetno poznate, lepo cveti pomlad, aprila,
recimo marca, že nižji do marca, aprila, maja. Tale grmičev je, evo se lepo svet, listki. Te. Gola vrba, Salix glabra. Tako. To boste prepoznali, da se listki takole lepo svetijo v soncu. Če so mokri, se pa sploh svetijo. Tale rastlina s takimi mehko večjimi listi. Je pa pritlikava jerebika. Pritlikava jerebika, tako. Evo, tam so pa tudi plodovi, vidite. Takili plodovi so. To je v bistvu tudi užitno. Tukaj so pa zdaj prišla še do ene zanimive rastline. Tole je pa v naših gorenjskih hribih. Jo je v bistvu nemogoče videti. Evo, zanimivo, zdaj smo pa na Vršiču, na primorski strani Vršiča, se pravi čist blizu gorenjske strani, ampak tukaj pa že rase. To je pa? Navadna žuka. Ja. Ali pa alpska žuka. Ja, verjetno bo kar alpska žuka, no. Ker je glede na to, da so tlele visok. Mislim, da je navadna rase bolj na primorskem, bolj prav pri morju, no. Pa na južnih pobočjih. Ja, tako. 15 do 20 minut od Vršiča, ki ga vidite tamle spodaj. Midva zavijeva s tele poti glavne, ostro desno na nemarkirano stezo, ki pelje na Šitno glavo. Se pravi, ta odcep je približno na slabih 1800 metrih nadmorske višine, se pravi, slabih 200 višinskih metrov nad Vršičem. Zdaj, če slučajno to prvi odcep zgrešite, je možno tudi mehen višji iti, ostro desno, se pravi, to je pa v bistvu tik, preden pride ta markirana pot proti moji stroki pod skale, zavijete ostro desno nazaj proti Šitni glavi. Evo, lepo se vidi zdaj tale prehod skozi grebenc po južni poti na mojo stroko. Evo, tamle vidite, preden se pot dotakne skal, se lepo vidi po melišču ta pot, ki štarta z nekoliko više po poti navzgor proti moji stroki. Mi da so pa šla tam na nek nižji dol, malo bolj skozi rušje, tako da v bistvu lažje je, skoraj lažje je tamle po tem omilišču, da zavijete ostro desno. Evo, zdaj pa naprej proti vrhu, naš prelep Prisank. Spodaj se pa tele oblaki kar ne dajo nad Vršičem. Skozi vztrajajo, rinejo na primorsko stran. Evo, na primorski strani se pa tako lepo sušijo. To je tipično za severni veter. Moj stroka in pa Šitna glava. Evo, še malenkost najveloč do vrha Šitne glave. Evo, tamle gor ne čaka Možic. Prav krona. Ja. Evo. Evo, pa pogled na osončeno moj stroko. V bistvu tole sploh še ni čist vrh. Tamle glavni vrh je tale travnat, tamle gor. Ampak najprej do Stožca. Evo, super. Evo, zanimiv. Posod v bistvu same skale, ampak vrh Šitne glave je pa popolnoma travnat. Evo, razgled pa, ja, malo se že meglice, škoda. Na vrhu, to je pa moj stroka. Šitna glava je najhitreje dostopen 2000 v Sloveniji. Na vrhu Šitne glave je res prava samota sred obleganih vrhov. Ja, se pravi, tam je na moji stroki. Sicer vrh je čist mehen zadaj, se navit, ampak tam je ljudi sigurno zdaj, bi rekel, 20 do 30 na vrhu. Da ne govorim, seveda, tam je na Slemenovi špici, jih je še več. In pa seveda Vršič, Vršič je pa že v megli.